Lepo pozdravljeni, kaj vam v marcu prinaša retrogradni Merkur. 15. marca ob 7:46 dopoldne se retrogradni oziroma gre Merkur v retrogradno fazo in sicer kaj vam prinaša po posameznih znamenjih. Do 7. aprila bo to, ne bo samo to krajše obdobje, ampak prinese spremembe. In katere spremembe si lahko obetate, pogledamo sedaj. Kaj se boste torej naučili glede na vaš horoskopski znak? Kaj vas želi naučiti retrogradni Merkur? To je pravo vprašanje. Odgovori sledijo. Ovni se boste naučili v času retrogradnega Merkurja pogovarjati se konstruktivno sami s sabo, kar pomeni, da boste imeli doma veliko večji uspeh, da boste doma jasno in glasno izrazili, kaj želite in tudi tako prisluhnili drugim. Po končani fazi retrogradnega Merkurja po 7. aprilu boste tako ovni imeli več volje in energije, da greste naprej v življenje in da se sproti o vsem pogovorite, da ne tiščite vase ničesar, kar vas v bistvu muči. Biki se boste v času retrogradnega Merkurja naučili, da ne glede na to, kakšne težave imajo drugi, vi lahko naprej sledite svojemu življenju, saj vas ne bo retrogradni Merkur tako mučil kot vse ostale, ampak vam bo dajal možnost ustvarjanja ne glede na druge ljudi. Postali boste bolj samostojni in ob koncu retrogradnega Merkurja boste biki čutili, da je čas, da ste res samostojni, mogoče se boste odločili za samostojno poslovno pot ali za več samostojnosti v okviru partnerstva. Vsekakor bo samostojnost, individualnost tista, ki vas jo uči ta retrogradni Merkur. Dvojčki boste v času retrogradnega Merkurja se naučili, da niste vedno prvi in da ni treba biti užaljen za vsako stvar. Retrogradni Merkur vas bo v času od 15. marca pa do 7. aprila vodil v to, da če želite nekaj doseči, morate biti pripravljeni na pogovore, dogovore, potem ko ste sami dobro razmislili, kaj zares želite. In to vam bo uspešno steklo, kajti po 7. aprilu boste imeli velik uspeh, da z občutkom in z entuziazmom naredite novosti v vezi vaših prijateljev, znancev in tudi, da se dokažete v javnosti, kaj zares želite narediti megalomansko na veliko. Filozofija življenja se bo dvojčkom torej spremenila. Raki, imate priložnost, da v času retrogradnega Merkurja se naučite, kako svojo voljo usmeriti v prave stvari. Ne boste mogli bezlati okoli, niti energije trošiti za karkoli drugega, saj vas nekako življenje in zvezde ne bodo pustili v tej smeri. Tako da raki boste prisiljeni nekako se pomiriti s sabo in svojim domom in če boste čas obdobje od 15. marca do 7. aprila, ko je retrogradni Merkur, koristno in posvetili sebi in svojemu razmisleku o domu in o svojih dobrih temeljih, se vam lahko naredijo dobre spremembe navzven, da boste lahko svojo službo zacveteli v svojem poslu, uspeli in se postavili bolj sistematično v to, kar si želite doseči. Levi, imate priložnost, da vas Merkur retrogradni nauči, kako se pomiriti s sabo, kako postaviti svoje cilje in tudi svojo družino na mesto na način, da ste umirjeni. Retrogradni Merkur vam bo dal veliko umirjenosti, ugotovili boste, da se obremenjujete zaradi drugih ljudi, da hitite zaradi drugih ljudi in da vse skupaj nima smisla. Tako da boste levi po retrogradnem Merkurju od 7. aprila dalje imeli velik uspeh navzven, ljudje vam bodo naklonjeni, kajti vaša umirjena energija bo veliko bolj sistematična, prisotna in sprejemljiva za vso okolico. Srečni boste, senzibilni in dosegali svoje stvari na nov način.
Device, boste v času retrogradnega Merkurja se ukvarjale z službenimi odnosi, največ s tem, kako vi čustveno pretiravate v tem, kaj bi naj sodelavci ali vaši zaposleni ali vaši vsi skupaj v poslu delovali. Pri tem boste nekako kritične do drugih pretirano in premalo se zavedale, da vaše sodbe in pregled ljudi, ki jih vi nekako sistematizirate, da je to vir vaših problemov. Tako da upam, da se boste do 7. aprila v času retrogradnega Merkurja to naučile, kajti to vam bo koristilo, da potem lažje spremenite filozofijo življenja, kar bo potrebno, in če boste to naredili hitro, bo od tega se zelo poznalo pri dobrem življenju za naprej, ne samo za mesec dni. Se pravi, korenita sprememba v načinu razmišljanja je za device smiselna. Tehnice se boste v času retrogradnega Merkurja prav tako ukvarjale z službo in svojim zdravjem, ter predvsem načinu razmišljanja, kako vam zmanjka časa za tisto, kar je najbolj potrebno. Tako da tehnice se fokusirajte na to, kako si z mislimi ustvariti nov čas, kako se dobro organizirati, in če boste dobro preživele ta čas zase od 15. marca do 7. aprila, boste tehnice znale sebe organizirati na tak način, da boste imele časa dovolj za službo, za svoje zdravje, za svoj dom in za vse, kar vam je pomembno in nujno ter koristno. Škorpijoni, imate v času retrogradnega Merkurja dobro priložnost urediti odnose, videti napake v načinu razmišljanja in se posvetiti svojim odnosom najprej iz sebe ven, da vidite, kako človeka lahko naprej obsodite, da ne bo reagiral na način, kot si želite, pri tem sploh ne date priložnosti, da bi on človek, se pravi vaš partner ali vaši bližnji ali simpatije, to sami pokazali. Tako da predvidevanja, pričakovanja bodo za škorpijone pomembne, da jih v času retrogradnega Merkurja opustite in na novo spostavite sproščen način komuniciranja v odnosih, kar se vam bo poznalo od 7. aprila naprej, ko boste veliko bolj sproščeni in tudi čvrsti v svojih energijah ter bolj zadovoljni, če ste to obdobje dobro preživeli. Strelci, boste v času retrogradnega Merkurja doživeli ene spremembe v materialnosti, se pravi, da boste prepoznali svojo vlogo misli in besed, ko gre za konkretne materialne stvari. Ali si boste zapravili določen posel ali odprli določene ideje in boste v času retrogradnega Merkurja prepoznali, kaj vse ste za nazaj delali narobe in kako se dobro pripraviti za navzven, kar vam bo tudi uspelo. Kako boste to videli, ko vam bo po 7. aprilu vse drugače steklo, lepše, boljše in tudi bolj srečni boste. Če se to ne bo zgodilo, ste nekaj sfalili in se še poglobite vase tudi izven časa retrogradnega Merkurja. Kozorogi, boste v času retrogradnega Merkurja deležni predvsem uvidel v to, kaj je za vas pomembno, kako si res želite živeti, kako ne želite več skrivati sebe ali pa svojega načina življenja, živeti samo za službo in pa tisto, kar vam usoda nekako nakloni. Bolj se boste želeli usrediščiti oziroma manifestirati vsa področja življenja, tako da če boste prava spoznanja in prave načrte, bom rekla, downloadali iz energiji duše, potem boste 7. aprila naprej lažje zaživeli, se boljše organizirali tako v službi, kot tudi v svoji regeneraciji in filozofiji razmišljanja. Pojdite na tista izobraževanja, ki vas vlečejo, komunicirajte, razjasnite to, kar želite. To je osnova načina življenja, če želite karkoli spremeniti. To bodo spoznanja Kozoroga in če bodo dobra, se bo to po 7. aprilu hitro razrešilo. Vodnari, imate v času retrogradnega Merkurja priložnost prepoznati svoje
zmotna razmišljanja, zakaj se ne želite izpostavljati, zakaj želite vse bolj predajati usodi in nekako pustiti, da vam življenje pokaže tisto, kar je za vas dobro. V bistvu boste prepoznali, koliko vaše misli vplivajo na to, da vam življenje ne pokaže tistega, da ste vedno nekje v ozadju in da v bistvu ne zmorete stopiti naprej. Če bodo te misli oziroma ta spoznanja koristna v času retrogradnega Merkurja, potem lahko pričakujete po 7. aprilu, ko se Merkur sprosti, večjo prisotnost in uspeh v službi, v svojih privat odnosih in v prepoznavnosti navzven. Usoda vas bo podprla na dobro in vam dala darila. Tako da bo jasno, če ste domačo nalogo retrogradnega Merkurja dobro upravili, boste od 7. aprila deležni lepih daril v smislu širših vidikov, tudi finančnih. Ribe. Pri ribah je retrogradni Merkur nadvse pomemben v marcu, saj pride nazaj v vaše znamenje, kar pomeni, da se morate ribe naučiti, kje sami sebe sabotirate, s katerimi mislimi, kje se sami sebe kastrirate, zakaj si ne dovolite zadihati, zaživeti, izraziti se in zakaj se bojite določenih ljudi ali ustanov, zakaj ne pokažete svojih pravih barv. To bo pomembno spoznanje, ki vam bo po 7. aprilu prineslo dobre rezultate, če boste seveda prepoznali svoje pomanjkljivosti ali napačen način razmišljanja. Potem se boste po 7. aprilu z lahkoto zložili vase, skomunicirali, kar je potrebno in se postavili zase na dober način, kar bo preneslo dolgoročne in kratkoročne rešitve z uspehom. Hvala vam za pozornost, dobro preživite retrogradni Merkur in naj vam kaj lepega prinese tako navznoter kot navzven. Srečno!